Imamo ploh, imamo to letvico, kaj mislite, da bo nastalo? Zajec. Kako zajec, zakaj zajec, kakšen zajec? Zajec v obliki košarice. Znam to narediti? Ne znam? Ne vem. Dajmo videti. Skrivnost velikih mojstrov pa je, da se pred vsakim projektom prve pol ure ukvarjaš z natančnim širjenjem svojega svinčnika in pol je dneva konc. Še malo. Priprave lesa sem se lotil zelo spontano. Ta ploh sem odrezal na približno meter dolgo delo, pa jo že poublal, pa isto dno. Tu bo dno, tu bojo pa stranice. Tu bo zajec, tu bo pa dno zajca. Kako, ne? Spet spontano. Zajca sem si predstavljal iz 3 delov, iz trupa, tak krog, pol malo manjši krog glava, pa 2 ušesa. Tako da skoraj kot snežak sem z ušesi. Snežake delamo z vedri, ne? Pa dajmo. Lara, povej. Dajmo mrčki. Kar naenkrat smo že pri pravem kotu, pa pri sredinah in podobno. Tule je 17,5 je. Tukaj da imamo center zajca. Ja, to je zajec. Še 6. No, zgodba od zadnjič je bila, da sem čez nek les žagal in sem v cvek zažagal, tako da ta list je fuč in ga bomo zamenjali. Lahko pokažem. Tale zberemo, kjer ga hočemo. Straight fine. Takole. Probamo, če je lepo zataknjeno, je. Damo not baterijo. Pošus. Naš zajec si želi biti svoboden. Rešili ga bomo iz ujetništva s to ubodno žago in ga bomo obrezali in pol bo šel po svoje. No, seveda nisem zastonj malo šolo hodil. Dame in gospodje, prišli smo do faze sestavljanja. Sekundo bi rad namenil še izbiri lesa. Zbral sem lipov les, ker se mi je zdel tak veliko nočen, ne vem pa zakaj. Intuitivna izbira lipovega lesa. Zajčke smo prej zrezali, potem sem jih pa z brusnim, s tem strojčkom sem vse zgladil in robove naredil, da je zdaj tak neoster, ker hočemo imeti, da je košara taka neostra. Zaobljen. Neoster, a.k.a. zaobljen. Naredil sem 2, ne, kot smo videli, naredil sem dno košare, naredil sem 6 letvic, 3 za vsako stran. Dolžino sem spet intuitivno bolj zbiral, dolžino dna, ampak sem bolj dolžino letvic pa vseeno pogledal, koliko pride, torej 2 zajčka plus dno in pride 43 cm. Potem pa še držalo. Isto iz lipovega lesa bom pa naredil tukaj 2 vdolbini, se bo noter zalepilo to palco. To je to. Pejmo na zadnji korak, sestavljanje.
malo zdelo, da nas če bi ti več povedala. Lahko. Ajde. Evo, v bistvu je nastal en čudovit izdelek, ki smo ga prej vsi občudovali združno. Mislim, da postopek ni preveč zakompliciran in tudi, da ga je Klemen na zelo lep način pokazal. Košarica je taka, bi rekla, versatilna. Poleg tega sem pa še mislila dodati, da medva veliko lesenih stvari premaževa s kakšnimi zaščitnimi takimi premazi ponavadi. Kakšne stvari tudi pobarvava. Tukaj smo pa namenoma pustila, da je v bistvu lepo leseno, organsko, tudi vse je tako lepo zaobljeno in še posebej mi je noro, da je Klemen lastnoročno taka lepa ušeska naredil. Košarico sva pa že napolnila z različnimi dobrotami, ki jih bodo pa dobili od Klemna nečaki. Malo pa tudi medva. Če vam je bil video všeč in bi še kakšno tako podobno idejo, prosim napišite spodaj v komentar, to nam bo ful pomenilo in se vidimo naslednji mesec. Čau, čau! Bye, bye.